Danes sem se pa odpravil v Dobrovo, kjer bom odpeljal enega najlepših in enega najdaljših klancev v Goriških brdih. Čaka me skoraj 12 km prečudovitega vzpona na Korado, kjer je nadmorska višina 730 metrov. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Vidiš, pa je prvi teden septembra že mimo. Tukaj na Goriškem imamo čudovito sončno vreme. Zjutraj ob 9 je bilo pa prijetnih 22 stopinj Celzija. Iz Nove Gorice v Dobrovo, kjer se začne moj današnji epski klanec, je na voljo več različnih poti, ampak ne glede po kateri greš, imaš tam enih slabih 20 km. Ker me je en par gledalcev na YouTubeu vprašalo, kako deluje Brightonova navigacija, v tem smislu po kakšnih poteh te spelje, sem se jaz takoj na začetku vožnje odločil, da si naredim navigacijo iz Solkana v Dobrovo. Jaz sem preprosto uporabil njegovo glasovno navigacijo in ta posnetek, ki ga tukaj vidite, ni popolnoma nič zmontiran. Točno toliko časa je trajalo, da je najdel naselje Dobrovo in potem še navigacijo do tja. Tako glasovno iskanje pravega kraja, kot tudi potem iskanje poti do tja, traja relativno malo, vse skupaj po par sekund, tako da je res uporabna funkcija. Poti, ki jo je načrtal Brighton, nisem popolnoma nič preverjal, slepo sledim njegovi navigaciji. Če vas prav točno zanima, po kateri poti sem šel, bom pa dol v opis videa dal tudi link do svoje Strave. Pot me je takoj peljala čez Solkanski most in potem gor v tiste strme serpentine, kjer lahko z prvega ovinka dol opazuješ tako betonski kot tudi star železniški most. Potem pa po Osimski cesti naprej, na Hum in v smeri proti Dobrovem. Ta pot, po kateri me pelje Brighton, zagotovo ne bi bila moja prva izbira, zato ker obstaja dosti več bolj stranskih in bolj ravnih cest v Dobrovo, kakor ravno po tej. To je tista cesta, po kateri bi šel v Dobrovo z avtom. Koliko je dejansko strma, pa pove tudi to dejstvo, da imam na 10 kilometrih že 300 višincev. Ampak vseeno, izven sezone ta cesta ni prometna, sem in tja pride kakšen avto. Če ne, je pa prav super. Tle se spuščaš po takih lepih krajih in še par minut bom v Dobrovem. Prišel sem v Dobrovo. Tukaj prenavljajo en kos ceste, tako da je malo makadama in semafor. Ampak vse ok, je samo 100 metrov, tako da bom tik-tak čez. Še navigacija mi je sporočila, da sem prispel. V Dobrovem sem se spustil mimo Vinske kleti dol v spodnje krožišče in zdaj tukaj, ko gledam na števc, vidim, da nimam niti 16 km, 15,9 kaže, tako da mogoče lahko rečemo, da me je Brighton speljal po najkrajši možni poti v Dobrovo. To bi bila mogoče ena logika, po kateri deluje, nisem pa 100% prepričan, če je to res tako. Tukaj bom zdaj tudi začel s tem mojim današnjim vzponom, se že prav veselim. Za orientacijo vam pokažem, tukaj levo je Dobrovo, naravnost bi se šlo v Neblo, desno se gre pa za Višnjevik in to je tista smer, po katerim grem jaz. Jaz sem se kar lotil, to je vzpon Dobrovo-Korada. Dobrovo je središče Goriških brd, Korada je pa najvišji vrh Goriških brd. Ta vzpon je dolg 11,7 km, na njem se dvigneš za 645 metrov, kar pomeni v povprečju 5,5% naklon. Super lep, cukor od vzpona. Pred kakšnimi 5 leti je po prvem delu tega vzpona tekel tudi Giro d'Italia, na kar spominja ta steklenica, ki je ostala tukaj. Ta klanc je po mnenju večine kolesarjev najlepši vzpon v Goriških brdih, predvsem zaradi tega, ker cesta teče po enem takem naravnem grebenu in imaš krasne razglede levo in desno na vinograde in na oljčne nasade. Cesta je lepa, nepoškodovana, sem in tja kaj poflikana, ampak izredno dobro prevozna, brez kakršnih koli pripomb.
Tukaj sem zdaj prišel v ta Višnjevik, ki je bil napisan od spodaj na tabli, in pot nadaljujemo kar naravnost naprej gor v smeri proti naselju Krasno. Ena od prednosti tega vzpona je tudi ta, da na njem praktično ni nobenega prometa. Zelo, zelo malo ljudi se vozi tukaj. Bal sem se danes, da bo kaj več zaradi tega, če bi bila kje kakšna trgatev, ampak zaenkrat ni videti prav nobene gneče. Pa še ena stvar je, ki je tudi zelo, zelo pomembna, vsaj meni. Ker klanec ni prestrm, je dejansko res zelo, zelo pedalabile. Jaz ga vozim tam v 3., 4. brzini, nekje med 13 in 15 na uro. Občasno pride kakšen bolj strm košček, daš v drugo, 2-3 obrate, pa spet nazaj v 3. Tak, res lep vzpon. Se mi pa vseeno zdi, da večino rekreativcev pritegne sem gor prav ta fenomenalen razgled, ki ga imaš na Goriška brda, in to prav non-stop, celo pot, ko se vzpenjaš. Prišel sem v naselje Krasno in tukaj vam bom pokazal en vodni vir tik ob cesti, ki se ga splača izkoristiti. Odlična je. Je pa tukaj zraven vodnega vira tudi eno tako lepo počivališče v senci, če kdo želi narediti 5 minut predaha in se malo nadihati. Ta kraj, kjer sem točil vodo, se prav v resnici imenuje Krasno. Da ne bo kdo mislil, da pretirano hvalim. Imam pa tudi danes na sebi ta očala Revorej Nex 2. Meni so super. Taka lahka, zračna, še dobro izgledajo. Kar pa je najlepše, sem se dogovoril z znamko Revorej, da za vse moje gledalce, če uporabijo kodo RBASLO, dobijo 21% popusta. Lej, če kdo rabi očala in če so mu všeč, ne izkoristi dokler traja. Če koga zanima še kaj več, si lahko pogleda moj prejšnji video, kjer sem ta očala bolj podrobno predstavil, ali pa pogleda na njihovo spletno stran. Par turistov je še v Brdih. Te kolesarje sem že prej srečal, ko sem se spuščal proti Dobrovem. V daljavi že vidim križišče za Vrhovlje oziroma Korado. Po približno 6,5 km bo tega prvega dela prečudovitega vzpona konec. Kdor bi tukaj morda obupal, komot zavije desno za Vrhovlje in se spušča nazaj proti Gorici. Jaz bom šel pa ostro levo in naprej gor v hrib proti Koradi. V tem drugem delu vzpon ni več tako prijazen do uporabnika, kakor je bil tale do zdaj, ampak je procentualno en pikič bolj strm, še zmeraj pa zelo življenjski in ne preveč naporen. Ja, ta drugi del vzpona je takoj malo bolj strm, števc kaže tako tam 6-7%. Jaz sem dal lepo v drugo prestavo in počasi meljem naprej. Zdaj pa že oprezam, če bom ob cesti videl kakšno palčko, da poslikam svojo specialko. Kar dobro piha, ampak upam vseeno, da bom uspel. Tukaj, kjer sem slikal specialko, je čisto slučajno zneslo, da imam na števcu točno 24 km. Se pravi, če sem se lotil dol od spodaj na 16, jih je zdaj za mano prevoženih že 8. To pomeni, da gor do vrha še slabe 4. Tle v drugem delu poti je tudi teren malo bolj zaraščen.
Tako da prav lepih razgledov je manj, ampak kadar se odprejo, so pa lih tako čudoviti. Bodi si vidiš na eno stran dol v dolino Soče ali pa na drugo čez Goriška Brda. Je razgled, a? Vse dol do morja bi se lahko videlo, če ne bi bila taka meglica v zraku. Prej, ko pridem gor na vrh, bi opozoril še na te drese znamke Sirocco. Enega imam tudi danes na sebi. Zdaj je konc poletne sezone, precej opreme gre tja do 50% popusta in če zraven parkurte še mojo kodo RBA SLO, dobite povrh še dodatnih 10. Čau. Še malo, sem v zadnjem kilometru. Tukaj vidim že odcep za lovsko kočo Korada in od tukaj naprej se pot kar precej izravna. Zadnji del poti dejansko narediš tako noter v takem senčnem gozdu. Skoraj naravnost. Ne vem niti, če je 1% naklona. Tukaj na tem križišču, pri tem spomeniku, bom jaz ta vzpon zaključil. Tle je tudi ta lepa tabla z napisom Planinska koča Korada, kjer se zmeraj da narediti en lep selfie. Če gledam zdaj tle na vrhu, imam 966 višincev, skoraj 1000, zahvaljujoč tistim vzpončkom prej, ko sem prišel od Solkana do Dobrovga. Ker je že 11:30 ura, se bom spustil kar po najkrajši poti dol v Plave in potem po kolesarski stezi nazaj ob Soči lepo v Solkan. Če bi kdo želel, pa lahko od Korade nadaljuje tudi pot naprej proti Ligu, Kambreškem, je skozi tak lep greben, ampak se pa tudi kar precej oddališ od Nove Gorice, tako da danes zame to žal ne pride v poštev. Na tem spustu pa kar previdno. Enkrat se mi je zgodilo, da so mi prišle tukaj 3 krave nasproti gor po asfaltu. Sem se kar usral, ko nisem vedel, kako bojo odreagirale, ampak potem sem šel počasi vmes med njimi in je bilo vse okej. Vračam se po kolesarski stezi ob Soči, še slabih 10 km je do Solkana. Če bi kdo rabil, na sredini te kolesarske poti je še en vodni vir. Tisti, ki ste prišli do konca tega videa, pa mogoče še niste naročeni na moj kanal, vas prav lepo vabim, da se naročite, saj tak video objavim vsak teden. Drugače pa vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!